Dragi gostje, pozdravimo slovenskega producenta, to je Boštjan Ikovic. Z nami je soscenarist Nebojša Pop Tasić. Hvala. Ter soscenarist in režiser Olmo Omerzu. Povemo vnaprej, da ste vabljeni k vprašanjem tudi ve in vi. Na več mestih bomo odprli to možnost. Pomahajte dovolj očitno, da do vas pripotuje mikrofon in potem na dan z besedo. Olmo, morda v nekaj kratkih stavkih pojasni ta trenutek, ko si prebral to vest o tem psu in se je začela neka snežina kepa tega scenarija za ta film valiti. Ne vem, najbrž ne veste vsi, ampak jaz sem nekaj prebral neko novico na internetu, da je par upokojencev šel na plovbo po oceanu s svojim ljubljenim psom in zaradi pač neurja se jim je ladja potopila in psa sta izgubila. Psa sta sicer čez nekih 14 dni ga je nekdo našel na nekem samotnem otoku, kjer je živel robinzonsko življenje, in mene je ta slika, ta prizor me je tako na nek način mislim fasciniral, da sem začel razmišljati o tem, kaj bi se v bistvu dogajalo med tem, ko mi spremljamo psa, kaj je zgodba te družine, kaj pomeni pes v vlogi v družini in tako naprej. Tako da enkrat je to bilo v bistvu meni predstavljalo toliko nekih vprašanj, ki me je vedlo potem k temu, da sem napisal zasnovo za družinski film, ki so ga potem z Nebojšem začela spreminjati v scenarij. Ampak ali to pomeni, da je ta pes sprožil celotno idejo ali so se ti morda neke že oblikovane ideje, koščki ali pa celo že nek oris nekega drugega scenarija zložil v celoto ob tej novici? Mislim, gre tako, da jaz dobivam ponovati ideje tako zelo fragmentarno, tako da potem vedno nekako čakam oziroma upam, da se bojo enkrat sestavile v nek film. Tukaj je šlo pa bolj za nek pripovedni princip v smislu, da me je zanimalo pa pripovedovati zgodbo, ki ima zelo eksponirane in zelo močne neke dramske elemente in v nekem trenutku pač opustiti to zgodbo in iti pač na psa in pripovedovati to preko psa. Tako če zanimalo me je ustvariti nek pač prostor, kjer si lahko gledalec ustvari neko svoje mnenje oziroma si dointerpretira zgodbo družine, istočasno si pa nekako, se mi zdi, lahko zelo prenese veliko vprašanj, ki so povezani in z družino in s to zgodbo na neke svoje lastne premišljevanja o tem, kar je videl. Seveda, to ste pravkar doživeli, ne? Olmo v intervjujih to večkrat seveda razloži in enkrat si omenil idejo, da bi 20 minut gledali psa in obenem, bi rekel, doživljali to, kar je, ne? Če sem prav zmeril, jih je 9 v ta zadnji sekvenci. V zadnji sekvenci. Mislim, jaz nimam problema s tem, da bi recimo tudi bilo vse skupaj dolgo, pač kar se psa tiče pol ure ali pa 40 minut, če bi imel dosti materijala. Se mi zdi, da bi to čisto zdržalo. Ampak istočasno me je blazno zanimalo, koliko dejansko ima pes nekih različnih obrazov ali pa različnih nijans, nekih emocij lahko sprejema. Zato, ker v osnovi je to tako, da se mi zdi v bistvu, da to, kar mi prej gledamo, kar se dogaja v tej družini, na nek način nas na nek način ponese v bistvu v to zgodbo psa, da to je to osnovno izhodišče, to je ta osnovna emocija, s katero začnemo sploh tega psa gledati. Se mi zdi, da pes sam po sebi, ne vem, če bi zdržal recimo uro pa pol, 2 uri, se mi zdi, da je preenoličen. Čeprav dobro igra. Ja. Olmo, potem si se kmalu odločil, da scenarija ne boš pisal sam. Zakaj ne sam in na to, zakaj Nebojša? Ne sam, zaradi tega, ker nisem niti imel občutka, da bi, glede na to, da mislim, da je bila zelo hitro neka ideja, da je že ta treatment, se mi zdi, imel naslov družinski film in glede na to, da
ta cel koncept je bil, da v to družino vstopamo iz nekih različnih perspektiv, da v nekem trenutku govorimo o njej preko perspektive teh tinejdžerjev, da ustvarjamo nek Home Alone type of movie, ki se pa v nekem določenem trenutku pa spet obrne v nekaj drugega. Nimam pa jaz neke spet perspektive, recimo, da bi lahko suvereno govoril o družinskih odnosih, niti nimam družine, nimam otrok in tako naprej. Tako da sem iskal nekoga, s katerim bi lahko pisal, ki bi bil recimo, ne bi bil pač moj generacijski sopotnik, no? Ker se mi zdi, da v bistvu ne vem, kaj bi lahko zelo... Kaj sem do takega rekel? Istočasno je bilo pa tako, da sem bral dramo, ki je moj oče takrat delal v Lutkovnem gledališču, ki jo je napisal Nebojša, in me je takrat blazno presenetilo, da je nekdo v slovenskem prostoru sposoben tako, mislim, na tak način pisati in dialoge, na tak način uporabljati jezik, sploh glede na to, da to ni pač Nebojševa materinščina. Ne, Olmo. Sploh pa v bistvu se mi je zdelo zanimivo, da v nekem trenutku oba dva bova pisala, pač Slovenec, Srb, pišeta scenarij v slovenščini, ki bo v osnovi češki scenarij, ki bo govorjen v češkem jeziku, kar se mi zdi pač sicer ne najdem čez bistvo tega koncepta, ampak zdi se mi zanimivo. Bilo je zanimivo z tega vidika, verjetno, ja. Mislim, če ne drugega, na nek način se mi zdi neka taka osnovna tema tega filma je bilo neko nedomačno, ali pa tudi v tem treatmentu smo se veliko o tem pogovarjali, tako da mogoče tam nekaj se to lahko najde. Najboljše, ko si dobil ta prvi draft, kako te je zadev, kako si reagiral na to povabilo in vsebino? Čudno. Mislim, to je v bistvu bilo obdobje, ko sem naenkrat začel sodelovati pri filmih. Predtem sem že v bistvu istočasno sem delal v bistvu z Matjažem Ivanišinem scenarij za Karpa Potnika, pol se pač Olmo javil v bistvu za ta družinski film in to je, mislim, tako, ta dva scenarija sta popolnoma narazen, ne? In dejansko v bistvu jaz se trudil to delati čim bolj ločeno, ok, enega se potem končal in tisti scenarij za družinski film so pol kar dolgo pili, mislim, za moje pojme dolgo, ne, ker jaz v bistvu sem kot svobodnjak prisiljen tekste delati, ne vem, v 3-4 mesecih moram nekaj spisati, če hočem kaj zaslužiti in tako naprej. Koliko časa ste pa to pisali? To je, ne vem, leto pa pol v bistvu, nekaj začetka pa do neke, recimo, končne verzije. Eno leto z pač takimi... V bistvu eno leto bolj manj intenzivno, ne, potem pa je še tisti popravki glede na odzive in ker ljudje so brali ta scenarij. Ampak to je narava filmske scenaristika, da se scenarij ves čas razvija, ne? Ja, meni je to bilo zelo všeč v bistvu, ne, pošlješ tekst nekomu in pol on prebere in ti pove, kaj se mu zdi, da je to lahko koristi ali ne koristi, vseeno nekaj pade, mislim, neki predlogi pač pade in preverjaš, a to drži ali ne drži, a se držiš tega svoje neke špure itd. In tako da na koncu smo v bistvu, ne vem, jaz sem zdaj bral neke češke kritike, v bistvu sem bil presunjen, to je, mislim, to so hvale in hvalospevi v bistvu, ne, ampak oni recimo to ocenjujo takole, ne, režija, scenarij, igravci, kamera in tako naprej. V eni kritiki sem recimo prebral, da ne, od možnih 100 pik, ne, v bistvu smo dobili za režija, scenarij in igravci 90 pik, kamera pa 80, ne. Tako, in v bistvu sem bil zelo vesel, da recimo sem bral v teh čeških kritikah, ne, mislim, koliko so se na nek način ozreli na scenarij, v bistvu ga pohvalili in ker dejansko mislim, da je ena tehtna osnova v bistvu tega filma oziroma tega, kar je pol Olmo nadgradil sliko in tako naprej, je v bistvu res je bila ta zgodba, ki je stala in ki si jo pol lahko klinkal. Finje se pilil, ne? Ja. Lepo samo še to, kako si ti gledal na to češko družino oziroma kako ste skupaj zasnovala
njeno obliko, njene posamezne like, njeno funkcionalnost ali nefunkcionalnost, če lahko v nekaj besedah to orišeš. Ali pa kako se je to razvijalo? Težko bi ti povedal zdaj, ne vem, če sem v bistvu, ponavadi smo šli v bistvu tako kader po kader, ne, in jaz predvsem nanašal nek splošen občutek imam in potem se predvsem nanašam na situacijo, ne, in potem dolgo blenem v prazno in potem pač nekaj skockam in to preverimo, če drži. Ampak res smo šli v bistvu košček po košček in potem smo gledali, kakšen to impact ima na celoto itd. In v bistvu sproti veliko stvari reševali, mislim, tudi glede na to, na koncu to dogajanje z medicino in predtem smo imeli nautiko in tako naprej. Mislim, vse skupaj je moralo držati, ne samo ta družina, jaz se ukvarjal v bistvu in z družinskimi dialogi in potem še s temi načrt potovanja, kakšno jahto bo imel, koliko to vozlov vleče in tako naprej, ne, pa do teh nekih genskih zasnov in mislim, enostavno ne morem ti zdaj na koncu od tega že nekaj časa že 10 drugih stvari sem delal takrat, ne, ampak hočem reči, to, kar smo delali v bistvu, jaz se trudil, da je zgodba kredibilna in verjetna, ne, in mislim, da smo to dosegli. Olmo, kakšna replika, ja? V bistvu, kar se tiče neke te čisto dramaturške osnove, jaz sem tudi v bistvu nekako na nek način pisal diplomo o nekem tipu filma, ki v nekih določenih filmih, recimo, ki ne eksponirajo na klasični način dramske situacije. In recimo v temu filmu mi je bilo glih zanimivo to, da ker je bila osnovna ideja, pač ta pes, ki se zgodi čist iznenada in naenkrat obrne film čist v drugo smer, se mi je zdelo nekako zanimivo, da se nobena ta situacija, ki se v temu filmu zgodi, nekako preveč ne eksponira, ampak da se vzpostavi nek princip situacije a la Deus ex machina, naenkrat, da pride od vzgori, kar je vedno v filmih zelo problematično, recimo, pač to si lahko v filmu privoščimo ponavadi v zgodnem delu, v nekih prvih 20-30 minutah, kjer to funkcionira bolj verjetno, kakor pozneje, ne. Recimo ponavadi v klasičnem tipu, ne vem, recimo hollywoodskega filma, ko se to moment naključja zgodi kasneje, se nam zdi vedno zelo neverjeten ali pa izmišljen, ne. Pa govoriš tudi, pardon, o elipsah, časovnih skokih in tako naprej? Časovnih skokih, ampak po drugi strani se mi zdi, da je pa to veliko bolj verjetno iz perspektive, ne vem, kako se nam stvari v življenju dogajajo, recimo, ne vem, če se vsaj tako se mi zdi, no, da recimo, če se je meni kaj zgodilo ali pa nekomu drugemu pomembnega v življenju ali pa neka velika stvar, recimo ponavadi niti nimamo tako zelo občutka, da se je to pripravljalo nekje prej, oziroma nismo si mogoče hoteli tako zelo dopustiti ali pa zavedati tega, da se je nekaj pripravljalo prej. Tako da meni se je zdelo zanimivo, da pač ustvarimo nek film, kjer se te stvari tako iznenada dogajajo, ampak se jih pa dogaja zelo veliko v tem filmu, kar pomeni, da izpostavljamo nek določen sistem, ki je razumljiv tej pripovedi tega filma, to se pravi, da to ni zgolj neko naključje. No, to je bilo komplicirano vzpostaviti. Ta film je imel ta film je imel recimo iz tega čist nekega pogleda na to, je imel zelo nekih veliko riskantnih odločitev, ki so se meni sicer zdele v scenariju nekako možne ali pa logične v smislu nekih naših odločitev, ki smo se jih izbrali, ampak istočasno sem pa imel nek strah, da bo to v filmu funkcioniralo, ne. Tudi to sem, recimo, ko smo recimo s tem samim psom, ne, pač meni je bil zelo všeč ta scenarij, pač kaj vse bo ta pes delal, ne, bil je celo veliko bolj literaren, kakor je v resnici, ne. Ampak istočasno, ko sem recimo pred snemanjem snemal prizore s psom, ko jih je treniral recimo trener, ne, ko je pač z njim delal, ko sem to snemal na kamero, se mi je enkrat v nekem trenutku zdelo, da ta pes dela vse stvari blazno hitro in da to lahko zelo hitro zveni blazno mislim, da lahko izpade zelo parodično, v smislu pač pes neke stvari sicer počne, ampak nobene emocije v danem trenutku nisem čutil, ne. S tem, da smo šli snemati pač na Tajsko v obdobju monsunov, kjer je bilo blazno vroče, se je pes nekako pač tudi upočasnil, tako kot se je cel štab upočasnil, kar je naenkrat, s tem, da nismo pač maltretirali psov ali pa karkoli, ne, samo da pač v istem času se je naenkrat začelo pojavljati nek ta ritem filma,
ki ga je zahteval. Pač, ne. Kar je istočasno, jaz sem imel pač strah, naenkrat zdaj, ko gledamo film, nam to deluje emocionalno. Ta meja, da bi pa lahko ta isti pes izvenel blazno parodično, ne, do nekem trenutku operacije naenkrat gledamo psa, ki po krasni tajski peščeni plaži se sprehaja, pa ne vem, praska po pesku in tako naprej. Mislim, to zveni lahko blazno hitro parodija v bistvu te cele iste stvari. Ja, tveganje se je obneslo. Mimogrede, bili so 3 psi po resnici, ne? In tudi dresura in tako naprej. Človek, ko gleda to, razmišlja, je to improvizacija, lovljenje prizorov ali ste dejansko vnaprej domislili, kaj naj bi pes delal in ga potem tega naučili in imeli določene sprožilce in tako naprej. Na kratko nam to razkri. Jaz sem recimo gledal te filme Ala Lesi, pa to, ne, pred snemanjem, pa to. In tudi potem, ko sem gledal te posnetke iz dresure, ne, tam se pojavlja en določen problem, da, mislim, pri Lesiju to sprejemamo, zato ker je cel film je stiliziran na nek način, ampak pojavlja se ta problem, da čim so bližnji posnetki psa, vidimo v očeh, da bega, ne, da pač je ta njegova akcija znotraj prizora je vedno sestavljena iz nekih omejitev, ki mu jih pač ta trener izpostavlja, kar pomeni, da naenkrat vidimo, da pač on ni prisoten, da dejansko ni sam na tem otoku, ampak da pač za njim nekdo žonglira oziroma ga motivira. Tako da potem je bil v bistvu problem na nek način, oziroma je bilo zelo težko sestaviti ta način dela, v smislu, kdaj lahko v širših posnetkih recimo uporabljam ta dreserski način, ko pač trener z njim dela in ga motivira, kdaj pa moram pač v teh bližnjih posnetkih dejansko računati na nek bolj dokumentarni tip snemanja, oziroma da pač ta cela pozornost je usmerjena s kamermanom na tega psa, da v nekem trenutku sam začne nekaj delati čudnega oziroma zanimivega za naš film. Če smem navesti citat igralca, Karel Roden, ki je dobil v Cottbusu v Nemčiji nagrado, je takrat poslal izjavo, v kateri je rekel, da je zelo vesel, da nagrade ni prejel pes. Ampak Karel Roden še takrat ni videl filma, ne? Potem ga je videl zdaj prejšnji teden, pa si mislim, da bi z veseljem dal nagrado psu. No, Irena iz filma Vanda Hibnerova pa je rekla, da je med branjem scenarija ves čas jokala, ne? Da je izjemno, kako je v ta scenarij mlad človek zapisal toliko stvari, ki jih sam še ni doživel. No, ampak tu imamo 2 scenarista, seveda. Sem še en stavek. V bistvu, meni se zelo pomembno zdelo, v bistvu, da ta prostor družine, ne, v bistvu, ki je v enem momentu so vsi skupaj v Pragi, ne, in potem se razširi dejansko na pol sveta, v bistvu. Ne. Se pravi, in da ta družinske vezi v bistvu ostanejo in ta, kako bi rekel, občutek povezanosti, da ta Atlantski ocean malo buta v Pragi in da ta Praga v bistvu malo še diši na tej ladji in tako naprej. To se mi zdelo ful pomembno in se mi zdi, da se je to v filmu začutilo v bistvu, da dejansko ti greš nekam, ampak nazaj prideš opečen. In potem, ko trčiš nazaj, pol res trčiš. Ja. Dragi gostje, imate na tem mestu kakšno vprašanje? Le pogumno. Tudi z balkona nas lahko kaj vprašate. Imamo mikrofon tudi pri vas gori. Bi kdo kupil psa? 3? Ja. Ok, Olmo, nekaj o delu z igralci absolutno želimo povedati, ne? Ko pišeš scenarije, misliš na konkretne igralce? Si znal povedati, ali je bilo tokrat tudi tako ali malo manj? Je bilo bolj tako, da sem imel predstavo o bratih, potem pa je bilo dosti zakomplicirano najti recimo tega fanta, tudi zaradi tega, ker v enem trenutku sem našel fanta, ki je blazno dobro igral, ampak ni bil niti malo podoben niti enemu, niti drugemu očetu, tako da to je bilo zelo težko najti, ja. No, Daniel Kadlec, ki je v filmu 14-leten igral Erika, bi moral danes biti tu, morda ste zasledili napovedi, ampak je žal močno zbolel. Olmo, ti si bil na vezi z njim. Sem je sporočila pač v 39 stopinj vročine. Dajmo mu en pozdrav, da se bo čim prej pozdravil. Seveda ste z igralci veliko vadili, ne? In tudi improvizirali nekaj zanimivega. Sem nekaj prečital, torej neke drobne nijanse, ki ste jih potem dejansko vnesli v film.
Veš, na kaj namigujem? Bolj gre za to, da mislim, pri vseh teh filmih, tudi kar sem delal na šoli, recimo pri teh krajših filmih, se mi je nekako vedno sem si predstavljal, ali pa vedno sem bil malenkost ljubosumen, da recimo, če gledališki režiserji, ko ustvarjajo, da ta del vaj z igralci v bistvu je ta najbolj kreativen del, oziroma da tam nastaja ta predstava. Ponovadi te dela z igralci oziroma te vaje pri filmu so pa bile ponovadi tako pač, da se prebere scenarij, pa da se malo pogovarja o likih, potem se gre pa večinoma že snemati. Tako da nekako vedno sem probal, sicer lahko recimo pri kakšnih filmih prej, pri drugem dejanju dejansko smo ekstremno spreminjali dialoge, smo prepisovali scene preko improvizacij, čeprav scenarij je nekako imel ta jasen scenosled, pa tudi dialoge. Pri družinskem filmu sem bil toliko odprt, recimo, da ko smo začeli ustvarjati, sem rekel, da lahko spreminjamo stvari, ampak na koncu se je izkazalo, da niti nismo tako zelo veliko spreminjali, ampak na nek način se mi zdi dosti pomembno, da v bistvu se mi zdi dosti pomembno, da igralci so vsi prisotni pri delu, pri vajah, predvsem zaradi tega, ker jaz potem zelo rad dosti stvari ven vržem iz filma. Mislim, pač scenarij vedno mora obsegati neke bolj, ko se reče, dobesedne prizore, pač take vezne prizore, ki jih je na nek način meni blazno neprijetno snemati, zaradi tega, ker ne pomenijo nič drugega, kakor to, da povežejo en dober prizor z tretjim boljšim prizorom, recimo, ne. Ampak potem dostikrat se mi zgodi v montaži, če pač igralci točno vejo, kaj igrajo, so tako prepričljivi, da lahko v bistvu stvari izrezujem in tudi na nek ta način sem začel zelo uporabljati neko to pripoved pač z elipsami, no, v smislu, da se veliko stvari spusti iz filma in da to pač ustvarja mogoče nek ritem, recimo v tipu pripovedi, ki je bolj počasna, kakor je recimo družinski film. Pojdimo k primeri na Češkem. Film je bil na festivalih že uspešen, domnevam, da jih bo še kar nekaj obiskal, ampak prav pred dnevi, 16. februarja, ste imeli premiero na Češkem. Film je sočasno štartal v art kinomreži na Češkem in v tej mainstream komercialni distribuciji. Že to je neke vrste uspeh, sploh je pa odmev filma zelo lep uspeh, ne? Ja, film je šel v neko klasično v smislu distribucijo, to se pravi multiplexi in manjše kinodvorane in moram reči, da pač, kar se tiče kritikov, smo imeli dejansko blazno dobre odzive, ampak istočasno je bilo recimo veliko od distributerjev, od Češke televizije, ki je partner pri temu filmu, se mi zdi, da nekako so bili pač glede na izkušnje podobnega tipa filmov, ki se v zadnjih časih snemajo, so bili dosti distancirani glede številk, ki jih bo ta film pač dosegel, to se pravi glede števila gledalcev, ki jih bo imel po vikendu. In že zdaj presega ta pričakovanja. Zdaj presega zelo veliko pač ta pričakovanja, kar se je na nek način zgodilo tako pač dobra stvar, ki je malo začela razbijati na nek način neka pričakovanja ali pa neke stereotipe, ki so jih že distributerji imeli. Tudi kritike recimo zelo veliko pišejo v tem smislu, da pač obstaja neko polje, ki je med nekim tem zelo mainstreamovskim filmom, ki pač vsako leto se mi zdi postaja ta raven mainstreama je vse hujša, večja, pač da gre se do neke totalne komercializacije, da te filme dejansko več ne izgledajo niti filmsko, pa med nekim totalno getoizacijo arthausa, kar pomeni, da v bistvu da producenti več niti ne dajo denarja za promocijo filmov, ampak da se te filmi dejansko snemajo samo še za festivale. Meni je pa nekako na nek način blazno pomembno, da bi obstajal neki, recimo, rečemo temu inteligentni mainstream oziroma tip filmov, ki na nek način še vedno upajo oziroma ali niti nočem reči vzgajajo, ampak na nek način pa hočejo presenečati gledalce. V ta namen ste z določenimi stereotipi morali majčkeno nafarbati gledalce. Namigujem na plakat na Češkem za družinski film, ki je drugačen od plakata na Slovenskem, ne? Ja, meni je recimo veliko bolj ljub ta plakat, ki je v Sloveniji, to se pravi ta pes, ki gleda, gleda pač gledalca. Na Češkem smo pa izbrali, oziroma distributerji so hoteli imeti pač to družino, oziroma predvsem enega člana družine, ki je tak selling point češkega gledalca, to se pravi ta Karel Roden. To je pač tak zelo znan češki igralec, ki je tudi igral v hollywoodskih filmih in istočasno se pravi, da pač oziroma do nekaj let nazaj je bilo skoraj pravilo, da če si imel Karla Rodena v filmu, si imel recimo par tisoč gledalcev več, kar pač žal ni več resnica, ne? Ker recimo v zadnjih 2 leti je igral tudi v parih filmih, ki so imeli, ne vem,
par tisoč gledalcev v pol leta. Recimo, Na plakatu je relativno lepa družina, ne, ki vabi na družinski film. Meni je v bistvu na nek način bil celo všeč, ne, ta koncept, da koncept je bil, da pač družina, taka, kakor je v našem filmu, se nek dan odloči, da gre k fotografu, pa si fotografira tako neko decent, dostojno fotografijo, ki se bo potem pritrdil na steno. Se mi je zdela recimo ta varianta, ki je tako zelo ortokomercialna, se mi je zdela veliko boljša, kot pa tista neki vmes v smislu. Bojo sicer tam vsi igralci, ampak istočasno bo to izgledalo umetniško ali pa ne vem, alternativno. No, pri nas, Boštjan, je pa stvar drugačna, ne? Ja, mi smo izbrali tistega pravega igralca, ne? Ki ga vsi poznajo, tako da ni bilo nobenih dvomov, ga poznamo, ne poznamo, ampak dejansko psa, ki lahko pove marsikaj. Glede na to, da ti niso tukaj poznani, ne? Pa še bodo. Boštjan, ko imaš besedo, 5 producentov iz 5 držav, nič zelo nenavadnega, ampak vendarle mogoče v 3 besedah, kako do takega sodelovanja pride in v kateri fazi je slovenska produkcija predvsem pri tem filmu sodelovala? Olmo je Slovenc, s tem se je štartal, s tem se je začel, pa je šlo na Češko, kjer je tudi že prej sodeloval s prejšnjim filmom, tako da se je vse skupaj to povezan. Na to so se pa pol ustvarjali, glede na tega, da je obsežen film, da je šel tudi čez lužo in se vse skupaj poklopil, tako da je luštno, da je bilo 5 sodelovanjih iz različnih koprodukcij, hkrati težko, hkrati lepo, hkrati veliko birokracije, ampak iz vsega tega smo nekaj pobrali, izdelek je bil pa danes tukaj viden od zadaj za mano. Ja, bravo. Znova odpiramo prostor za vaše vprašanja. Zdaj pa res pogumno, ker je priložnosti ne bo več veliko, počas bomo seveda zaključili, upoštevamo tudi stanje vašega fizisa. Prvič, lepo pogumno, imate kakšno vprašanje za naše goste? Drugič, ja? Z avionom. Mislim, 3 psi so bili, ki so se tam prijeli. 3 psi. Sam moram reči, da dejansko, recimo, jaz sem bil blazno, vsi trije so leteli iz Prage na Tajsko. Moram samo reči to, da recimo, ne vem, jaz sem zelo občutljiv glede tega, malo sem se bal, recimo, na kakšen način bo jih treniral ta trener in tako, sploh, ker smo imamo te neke predsodke, mislim, ne predsodke, to so logični predsodke, ampak te prizori iz teh cirkusov, ko vidimo, da pač mučijo živali in tako naprej. Tako da sem bil blazno vesel, da pač ta trener Filip Novak, ki je z njimi delal, je delal na nek tak zelo zanimiv način. Recimo, zelo veliko je imel nekih takih čist psiholoških zank, trikov, na kakšen način zmest psa. Recimo, glede na to, da so vsi te 3 psi bili, oni so bili na Tajskem še celo prej, da bi se aklimatizirali, predno smo mi prišli na pač te temperature in tako naprej, na način dela. Tako recimo je imel take taktike, da je včasih v določenem trenutku, ko je delal s tem konkretnim psom, ga je klical z imenom drugega psa, kar je sprožalo pač neko ljubosumje v tem psu in je začel recimo čudno reagirati. Imel je veliko nekih takih zanimivih recimo trikov ali pa idej. Nikoli ni bilo nekega da bi z silo recimo kakršnokoli situacijo probal doseči. To se mi je zdaj recimo blazno pomembno, ker ja. Super, hvala. Dalje, naslednje vprašanje, prosim. Niti ni se tako zelo spreminjalo, v bistvu samo v montaži sem neke stvari spremenil, v smislu, da so imela z Nebojšo napisano daljšo ekspozicijo filma, da so se bolj predstavljali liki. Sem to v bistvu izhajalo čisto iz neke, v bistvu iz te situacije, da se mi zdi, da se je to zelo neklasično, na kakšen način peljemo dramaturgijo, da se ta fokus pozornosti spreminja. Na začetku smo midva v scenariju malenkost bolj eksponirala starše, potem se je pa v montaži izkazalo, da je mogoče smo imela ta en twist ali pa eno to kot pozornosti smo imela mogoče preveč, da je bil gledalec mogoče frustriran, da se je na začetku filma navadil, da glavni liki bojo starši. V trenutku, ko pa smo jih videli na letališču, se je pa pozornost spremenila na otroke. Tako da potem sem v montaži videl, da v bistvu moram na nek način na začetku izpostaviti to, rečemo temu resnico pripovedi tega filma, to se pravi, da bomo na začetku govorili o glavnem liku družini, da bo kolektivni junak, potem se bo pa fokus začel spreminjati. Tako da potem sem nekako v montaži zgradil to ekspozicijo
preko tega odhajanja oziroma preko trenutka odhajanja, kjer so vsi člani nekako enakopravni, enakovredni. Kaj pa dokumentarno parjenje na začetku? To je bilo pa že, ni bilo v scenariju, ampak se mi zdi, da ko smo izbirali avto, sem videl, da ima Volvo tudi te prizore, kar se mi zdi sjajno, pač da se začne film z National Geographic ali posnetkem, kjer se to pari. Super. Še kakšno vprašanje? Ja, živijo. Tako je zgor. En bolj detajl je to, ampak zanima me za tale videospot, ki je noter. A ste to vi zdaj dosnela, je bilo to že in tudi moče ta pomen ali pa kako se je to not znajl, a je to zdaj bilo bolj tako mimo grede oziroma okoli tega malo? Bilo je tako mimo grede, jaz blazno svojega časa preživim na YouTubeu, kar je pač se mi zdi zanimivo čisto v smislu, da pač človek čisto slučajno najde določene stvari in to je bil isto videospot, ki je normalno iz 70-ih let, slovaškega izvajalca Deža Orsiniho. V tistem času sem najdel recimo veliko videospotov, ki so zanimivi, da so se delali da so v bistvu v real time se snemali to se pravi, da se je nekako pripravil koncept kako se reče? Vse v enem kadru. Ni vse v enem kadru, ampak v bistvu se je tako, kot da bi posnel predstavo. Najprej se je izvežbalo vse skupaj, potem se je pa vse skupaj posnelo in skadriralo se je v istem času. Tako da ta pesem pa v bistvu govori, mislim, ta tekst se na nek način zelo navezuje na to celo zgodbo tega filma. No. To se mi je zdelo na nek način že zanimivo, da je v bistvu to sprehod med očetom pa sinom v živalskem vrtu, kjer so vse te živali nekako počlovečeno žalostne. Kaj pa siceršnji glasbeni zbor Olmo, je tvoje delo? To je moje delo, ja. Pa znam si potem, da imaš več soundtrackov v več fazah, ne? Dela. To je v bistvu, jaz si probam na nek način čisto narediti neko referenčno gradivo pred snemanjem, ker ni samo glasba je ena izmed njih, so tudi fotografije, pač probam biti nekako čim bolj pripravljen, tudi glede na to, da pač probam si nekako zgraditi vsak prizor posebej, da vemo naprej točno kakšno bo imel atmosfero, recimo. Zdaj sem problem imel, ko smo se nekako pogovarjali pri teh serialih, ne, ali pri serijah, ne, da recimo si ne predstavljam nekako, da bi lahko imel, da po mojem, če snimaš oziroma režiraš serijo, ne vem, če imaš lahko predstavo o, ne vem, 500 minutah materijala, da lahko zapreš oči pa veš točno vsak prizor, na kakšen način ga boš posnel oziroma na kakšen način imaš določeno predstavo. Tako da jaz probam pač teh 90 minut probam nekako imeti, predno začnemo snemati, probam nekako imeti čim bolj pripravljenih, da se ne zgubljam znotraj filma. Vprašanje? V bistvu ta ledvica je na nek način bila, jaz sem iskal situacijo, ne, pač ta družinski film na nek način uporablja zelo veliko teh nekih melodramatičnih zapletov, ki jih brez problema lahko najdemo v španskih nadaljevankah in tako naprej, ki bi bili na nek način lahko tako zelo dramatično jasni pa eksponirani, da lahko upustimo potem to pozornost te drame, družinske drame, ne? Na nek način, ki je pač ni banalna, je banalna, ampak je pa tako močna, da nas v bistvu zanima bolj ta pes, pa da bi bil čim bolj možno ta nejasen razplet po tej celi zgodbi, to se pravi, da bi bilo čim več vprašanj, ki si jih lahko gledalec izpostavi med tem, ko bo gledal psa, to se pravi, bo Erik preživel operacijo, kakšen bo odnos med bratoma. Pač probali smo nekako ustvarjati situacijo, kjer bi bilo čim več vprašanj, ampak istočasno takih nefrustrujočih v smislu, da se gledalec boji, oziroma da bi že na nek način nemoč, nedorečenosti. Super. Še beseda o slovenski poti filma, o slovenski distribuciji. Danes je to kinematografska premiera. Kje se bo film dalo videti, kdaj, kakšno je zanimanje? Boštjan? Zdaj točno ne bom prebral, imam tukaj noter zapisan, ampak film gre v 13 kinodvoran, od Trbovo, Velenje, Celje, Idrija in tako naprej, tako da je pokrit že po celi Sloveniji.
2 dni ali pa en dan nazaj smo se tudi pogovarjali z distributerjem in naenkrat je bilo 10, pol je zrastel na 13, tako da zdaj v bistvu film bo praktično po celi Sloveniji več ali manj pokrit, od severa, zahoda, juga, vzhoda in zelo lepo doživlja vse te stvari, zelo lepo tudi plakati potujejo, vprašanja, tako da jaz mislim, da ta film se bo zelo lepo pokril v Sloveniji. Super. Še zadnja možnost za vprašanja? Zdravo, najprej čestitke Olmo za res odličen film, eni smo zelo uživali. Hvala. Kako je bilo igralcem dejansko med samim procesom dela? Mislim, že ko gledaš, se sproži ogromno emocij, si predstavljam, da je podoben bilo v samem procesu igranja oziroma snovanja filma. Ste pričakovali tak uspeh, tudi vi sami, z ekipa? Glede na to, rekel si, da producenti niso v bistvu. Te dva dela, to me zanima v bistvu malo, kako je bilo med samim procesom delati z igralci in njihovimi emocijami, ki so se sprožale in tako. Mislim, da je bilo tako v bistvu, v osnovi je bilo tako, da vsem je bil zelo všeč scenarij, tako da nisem imel nikoli občutka, da bi kdorkoli od njih delal ta projekt nekako samoumevno ali kakorkoli. Vsem se je zdelo na nek način, da so zelo veseli, da vsaj tako so rekli, da izmed scenarijev, ki jih dobivajo nekako zelo pogosto, na nek način jih je po ne vem koliko letih so imeli občutek, da lahko delajo z nekim materialom, ki jih intrigira. Istočasno se mi zdi pa zanimivo, recimo, naprimer Vanda Hibnerova, ko si omenil prej Jure, da je jokala, ko je brala scenarij, se mi zdi, da se je ona predstavljala zelo tak baročni, emocionalni film, tako da je bila blazno šokirana, ko je videla ta film, da ta film zelo na nek način vse te emocije drži. Povedala je tudi, da si jo precej nazaj držal na snemanju, da ni bila preveč ekspresivna. To je blazno fascinantno, da recimo igralci imajo, da nimajo na nek način tega kompasa, ko delajo neko stvar, da recimo, pač se mi zdi, da ona je nekako doživljala ta film, ko ga je delala enako s tem, ki ga je brala, s tem scenarijem. Ona ni imela občutka, da bi se karkoli spreminjalo tudi v načinu igre, čeprav sem imela neko blazno dober dogovor, da pač sem jo lahko, ko se temu reče v slovenščini, ta princip pri njej je bil vedno manj, še manj, pač da je manj igrati, ampak s tem ni imela nobenih problemov, celo je bila v bistvu zelo na koncu hvaležna. To je recimo pri njej bilo, pri temu fantu je bilo zelo zanimivo, da na začetku, na castingu, ko sem ga izbral, je imel tako zelo prepričljivo neko introvertnejšo raven, čim je pa recimo mogel izražati nek recimo ali bes ali neko jezo do sestre, je bil pa naenkrat zelo zaprt pa neprepričljiv v teh situacijah. In tudi recimo recimo princip, da ko sem ga vprašal, ima brata, na kakšen način se jezi na njega, pa rekel, da se ne jezi, pa da gre raje v sobo, pa boksa v polštar, pa take stvari. Ampak recimo, ko smo pa, ne vem, po 2 mesecih, ko smo vadili, recimo je bil ta nek, mislim, neko napredek v tem smislu bil blazno majhen, tako da recimo tudi kamerman pa producent niso bili ziher, če je dobro, da gremo z njim snemati. Potem po 3-4 snemalnih dnevih, kjer je imel na nek način take te on ima drugače dejansko genialni antrej v smislu. Njegov prvi prizor je bil, da je vstopil v dnevno sobo in je mogel reči pač staršem dober dan in je pač umedlel. Na snemanju, nervoze, se je to zgodilo. Nervoze je umedlel, Ampak potem po 3. dnevu, glede na to, da je pač produkcija mi naplanirala ta prizor savne, ne vem, zaradi lokacije ali ne vem, zaradi česa mi je naplanirala zelo zgodaj na snemanju. Jaz bi drugače ta prizor hotel imeti zadnji prizor, recimo, tega družinskega dela, ker sem se bal, da bom bil on preveč nervozen. Ampak je bilo zanimivo, da recimo potem v 3. dnevu, ko je on pač posnel to savno in enkrat se je totalno odprl in ni imel nobenega problema več z ničemer, enkrat je začel igrati tako, mislim, 2-krat boljše. Savna dela čudeže. Ja. Mislim, totalno je to jemal tako športno, on je drugače bil športnik oziroma imel je, ko se temu reče, bil je, njegova nogometna kariera je pred snemanjem filma bila zelo uspešna, potem ga je pa trener sred snemanja vrgel iz moštva, zaradi tega, ker je igral neko tako igro v smislu
da se bo tam malo zihar odločil za nogomet, ne za snemanje, da si je mislil, da bo kar sred snemanja odšel pa šel trenirati nazaj. Tako da je naredil sprejemce na konzervatorij in iz njega bo igralec. Sprejetje na igralski konzervatorij, ali kaj? Na igralski, ja. Odlično. Še to, ali je res, da je pred kamero prvič poljubil dekle? Ja, mislim, se tle v bistvu na nek način, tle se mi zdi vedno zanimiv, ko to je tak najbolj banalni, najbolj tak egzemplarni primer, recimo, da ko delaš s temi mladimi ali pa mladostniki, da so pač določene situacije, ki jih dejansko še niso nikoli doživeli, pa jih doživijo na filmu in dejansko je to zelo drugače, kot če pač bi nekdo to zaigral. Ampak tukaj so tudi recimo še druge situacije, ki so lahko še bolj rafinirane, kar je ta, ko on prime to Eliško, potem, ko je bila tetovirana, jo prime za ta tatu in iztisne ta zapestje, ne. In recimo tukaj je bil nek take, ki smo ga snemali, ker je on bil totalno tak zlomiselen v smislu, da sem imel občutek, da gledam nekega 50-letnika, ki se hoče maščevati svoji ženi, ne. Ampak to je dejansko bil v tem tako prepričljiv, da me je bilo strah, ko sem gledal ta prizor, ne. Ampak istočasno znotraj, kako peljem lik, je bilo to premočno, če sem dal v montaži, tako da sem mogel izbrati take, ki je bil zelo, mislim, ki mi je sicer všeč, paše v to zgodbo, ampak včasih se dejansko ti zgodijo neke situacije, ki te presenetijo, ker ne vidiš neke logike, psihologije, od kje bi lahko on pobral te določene stvari, od kje se to v njemu našlo in to. Super. To so določene stvari, ki ne vem, to je pa sam primer, recimo, da so to mladi, ampak na nek način se mi zdi, da film ima to možnost, za razliko recimo od gledališča, ki mora vse stvari fiksirati, da ima to možnost, da zavedno nekako povzema, pa uporablja, pa se zaveda določenih situacij, ki se lahko pred kamero zgodijo in niso v bistvu tako zelo pripravljene vnaprej. Super zanimiva debata, ampak moramo končati. Ena roka se je še prej dvignila, če je vprašanje kratko. Ja, moje. Mene pa zanima odnos med prijateljicama. Zdaj ne vem, a govorim v imenu večine ali je to samo moja interpretacija, da sem začutila nek lesbian vibe na začetku. A je to načrtno bilo, to je čisto moja. Kak vibe? Lezbični. Na začetku, ko sta bile, ja, ker sta se nekako tako pogledali in pol je ona v naslednjem kadru bila naga v dvigalu. Ni bilo načrtno? Ne. Ok, odlično. Hvala za vprašanje, ki je dobilo kratek odgovor. EPP, zahvaljujemo se veleposlaništvu Češke republike v Sloveniji, ki je pomagalo najti zastopnika za pijačo Beherovko. To je Pernod Ricard Slovenija. Eden sponzorjev danes je tudi Mikrovar, zastopnik za češko pivo Bernard, za slovenske dobrote pa je poskrbela restauracija Mozart. Boštjan Ikovic, Nebojša Pop Tasić in Olmo Omerzo. Hvala lepa.